In prehajamo na četrto točko, torej predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2022, prva obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 20/2, predlagatelj župan, poročevalci pa Marija Kos, Bogomira Skvarča Jesenšek, Maja Sušnik, Luka Svetec, magister Matjaž Srša, Tina Trček, dr. Marija Tadeja Ježek, Boris Ravbar in pa Lidija Božič. Besedo ima Marija Kos, izvolite. Pozdravljeni, pred nami je predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2022, prva obravnava. Proračun je osnovni dokument občine, pripravili smo za naslednje leto predlog proračuna, pravna podlaga je 29. člen zakona o lokalni samoupravi, 29. člen zakona o javnih financah in 17. člen statuta občine Kamnik. V proračunu morajo biti zajeti vsi prihodki. Zdaj predlog proračuna v prvi obravnavi je pripravljen v skladu z veljavno zakonodajo. Podlaga je proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leti 2022 in 2023, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance v začetku meseca oktobra. Za načrtovanje prihodkov občine Kamnik za leto 2022 je podlaga obseg primerne porabe za občino Kamnik za leto 2022. Ministrstvo za finance je višino primerne porabe za posamezne občine določilo, in sicer na podlagi povprečnine, ki predstavlja v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog za prebivalca, in v letu 2022 znaša to 645 evrov na prebivalca, potem število prebivalcev in korekcijskih faktorjev, ki so sestavljeni iz površine občine, dolžine lokalnih cest in javnih poti in prebivalcev mlajših od 15 in starejših od 65 let. Za leto 2022 znaša višina primerne porabe za občino Kamnik 18.485.662 evrov. In sicer je število prebivalcev 29.269, korekcijski faktor je 0,97 in to preračunano potem pride 18.485.000. Predlog odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2022 vsebuje določbe, ki jih predpisuje zakonodaja, in sicer splošno določbo, potem določbo o višini splošnega dela proračuna in strukturo posebnega dela, določbo glede izvrševanja proračuna, namenskih sredstev in prerazporejanja sredstev, potem prevzemanje obveznosti, ki zapadejo v plačilo v prihodnjih letih, potem določbo oziroma višino, do katere lahko župan potrjuje investicijsko dokumentacijo in spreminja razvojne programe, potem določa proračunske sklade in višino proračunskih rezerv in znesek proračunske rezerve, o kateri lahko odloča župan, opredeljuje splošno proračunsko rezervacijo, določa poslovanje krajevnih skupnosti, določbe o upravljanju s premoženjem občine, potem določa nadzor porabe javnih sredstev danim pravnim in fizičnim osebam, določa obseg zadolževanja občin in se nanaša tudi na začasno financiranje v primeru, da proračun za naslednje leto ni pravočasno sprejet. V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2022 v prvi obravnavi so skupni prejemki ocenjeni v višini 26.343.000 evrov, skupni izdatki v višini 29.503.000 evrov, potem pa je še upoštevan prenos, in sicer 800.000 evrov nenamenskega prenosa za občino Kamnik in 360.000 evrov skupaj predvidenega prenosa za krajevne skupnosti. Iz samih tabel, ki so vam bile podane v gradivu, izhaja, da je občina Kamnik vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedila na izdatke in prav tako so tudi krajevne skupnosti vsa svoja razpoložljiva sredstva razporedile na odhodke. Krajevne skupnosti imajo upoštevan ocenjen podatek o prenosu sredstev iz preteklega leta, saj je pri krajevnih skupnostih prenos sredstev iz preteklega leta enak stanju sredstev na njihovih transakcijskih računih konec leta.
V predlogu odloka o proračunu občine Kamnik za leto 2022 imate podano realizacijo v letu 2020, predlog rebalansa 2021, načrtovana sredstva za leto 2022 in indeks načrtovanih sredstev v letu 2022 glede na predlog rebalansa 2021. Sami prihodki za leto 2022 so upoštevani in v naslednji dinamiki, in sicer predstavljajo davčni prihodki 22.294.000 evrov ali 78,7%, nedavčni prihodki 3.055.000 evrov, kar predstavlja 10%, kapitalskih prihodkov imamo predvidenih 388.000 evrov oziroma 1,4% vseh prihodkov, transfernih prihodkov pa 2.450.000, 8,6%, in prejetih sredstev iz Evropske unije 153.000 evrov ali 0,5%. Na drugi strani so odhodki razdeljeni na tekoče odhodke in tekoče transfere, investicijske odhodke in investicijske transfere. Tekoči odhodki zavzemajo 29% vseh odhodkov, tekoči transferi 39, investicijskih je predvidenih 8.090.000 oziroma 28% in investicijskih transferov 675.000 evrov. Področja porabe proračunskih sredstev so razdeljena na oddelke, in sicer župan 120.000 evrov, občinski svet 263.000, nadzorni odbor 12.000, urad župana 3.453.000, oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve 700.000 evrov, oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance 7.749.000, oddelek za družbene dejavnosti 13.477.000, oddelek za urejanje prostora 571.000 in oddelek za razvoj in investicije 1.943.000 evrov. Občina Kamnik je v samem odloku pripravila tudi načrt razvojnih programov za obdobje 2022-2025 v skladu z že znanimi programi in njihovimi dejstvi, da bi lahko v naslednjem letu kandidirali na raznorazne razpise. Gradivo in podrobna obrazložitev pa je podana v samem gradivu, ki ste ga prejeli za to sejo. Hvala. Marija, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Igor Žavbi. Spet prvo, čeprav sem čakal. Najprej mi morate prosim oprostiti. Rebalans je danes, pa dva proračuna, pa jaz priznam, da številke niso bili moj področje, tako da če bom kje kakšen kiks naredil, prosim, da mi oprostite. Začel bom tam, ko smo prej nehali pri prioritetah. Malo bom Bogdana izzval, kaj je prej predlagal, asfalt na Klavčičevi ali umetno travo. Poleg tega je podžupan Uršič že v predvolilni kampanji predlagal pokritje bazena, pa ga tudi še kar ni. Ampak to je že druga tema. Pojmo na tale. Proračun za prihodnje leto, ki moram reči, da mi ni ravno najbolj všeč, kažejo se znaki prihajajočih volitev in že na prvi strani to vidimo, oziroma tam v posebnem delu, postavka 1.1.05 odnosi z javnostmi poskoči na 15.000 evrov iz 10.000. S tem, da je bila realizacija 2020 4.702 evra. Tukaj res me zanima, zakaj gremo na 15.000 evrov in pri teh stvarih sem enkrat že hotel obrazložitve in jih nisem ta pravih dobil. Potem me zanima, zakaj tako drastično pada postavka 1.1.08 stroški sodnih in upravnih postopkov ter stroški odvetnikov in notarjev. Predlog rebalansa 267.500, pa še nekaj, za prihodnje leto samo 37.000 evrov predvidenih. Če je samo to potrebno, super. Ampak zanima me, zakaj, kje so razlogi.
Naslednja moja pripomba se nanaša na stroške urejanja zemljišč za 300.000 evrov. Ne vem, kaj bomo lahko resnega kupili, poleg tega, da nekdanji župan Smolnikar pričakuje še obnovo telovadnice, hkrati izgradnjo šole. Jaz mislim, da bomo mogli teh 300.000 še zmanjšati, ker iz plana verjetno tako ni. Kakšnem meso Kamnik ali pa kaj podobnega lahko samo sanjamo, da bomo kdaj postali lastniki. Pripombo imam vezano na tisto, kar sem že govoril, 90.000 evrov, kar 30.000 manj od letošnjega leta je planiranih za meteorno kanalizacijo, in to za redno vzdrževanje. Jaz prosim, da sredstva, ki so namenjena za ta namen, da tudi za ta namen se porabijo. Že prej sem omenil Tuniško cesto, kjer zaliva meteorna voda bloke. Že večkrat sem omenil lokalne ceste, kjer zaradi neurejene meteorne kanalizacije voda razdira bankine. In vemo, da ko je bankina enkrat razdrta, je cesta pač takrat najbolj ogrožena. No, potem pa pride ta pločnik, izgradnja pločnika Voz-Hruševka, avtobusna postaja. Jaz sem vedno želel, da se pločnik začne graditi v spodnjem delu vasi, se pravi tam nekje okrog hišne številke 5, ne vem točno zdaj, koliko je. In če se projekt dela, dajmo vsaj projekt narediti za celotno. Zdaj, če ni bilo lani nič narejenega, oziroma letos pa se drugo, dajmo vsaj projekt narediti za celotno traso in pojmo potem v fazno zgradbo. Ne, da mi zdaj obljubljate letos in prihodnje leto projekt, potem bo v letu 2023 izgraden. Dajmo vsaj projekt narediti dol od Buča 5, ali pa od Buča 1 zaradi mene, če gre. Čeprav bi jaz tisto mogoče vsem na spodnjo stran dol proti potoku potem usmeril, ampak ne vem, ali pa naredil tam svojo avtobusno postajo, kar bi bilo idealna rešitev. Dajmo to, ne vem, vzemimo enkrat to celoto. 10.000 evrov, kaj bomo s tem? Ne bomo nič, ne? 23 bomo pregradili, ne vem, če bo res tako. Jaz sem precej skeptičen. Isto je Špitaličo. 22 letos, 10 prihodnje leto. Zakaj ne moramo to naenkrat narediti projekt? Je to res tako zahtevna zadeva, da ne moramo v enem letu projekta narediti. Poleg tega vam za pločnik Buč obljubljam ves čas pomoč pri pridobivanju soglasij za zemljišča. Že prej sem omenil ta pločnik Soteska Porebar. Medtem ko na pločniku Buču jemljate, pa v Špitaliču jemljate, pa na Tunški jemljate, 20.000 je za drug let predvideno na Medvedovi in Tunški, kar od nekje je prišlo 150.000 evrov za pločnik Soteska Porebar. Moje vprašanje je, ali je projektna dokumentacija za pločnik Porebar, Soteska, narejena. Imamo vsa potrebna soglasja, da gremo lahko takoj drugo leto v izgradnjo. 350.000 evrov za ureditev poškodovanih in lokalnih cest in javnih poti, moje mnenje je, da je ta postavka prenizka. Potem pa pridemo do izgradnje izvedbe globokih vrtin za vodo. Ivar je vsako leto ena vrtina, 120.000 je mišljenih za letošnje leto. Prosim za podatek, koliko sredstev je bilo letos na ta namen porabljenih, oziroma jih bo porabljenih do konca leta in kaj bo na tem projektu do konca leta narejenega. A bomo res že imeli vrtino ali ne? Zavod za turizem in šport Kamnik, prireditve, pohvala, lahko rečem 200.000 evrov za prireditve. Jaz si predstavljam, da bomo imeli res podobne dneve narodnih noš in oblačilne dediščine. Upam pa, da ni polovica teh sredstev, teh 200.000, namenjenih za letošnji december. Ker vemo, da decembrski račun za storitev v decembru pride v januarju in zapade v prihodnje leto. Hkrati že zdaj prosim za kakšen podatek, kaj lahko pričakujemo letos decembra, glede na razmere, kakršne so. Predvidevam, da drsališča tudi letos ne bo, predvidevam, da zaradi PCT pogojev tudi prireditev na glavnem trgu ne bo, če se pa motim, bom pa vesel, če me popravite. Nova postavka
640 ureditev javnih površin v več stanovanjskih sosedskah, 100.000 evrov namenjamo za to. Prosim za malo obrazložitve, verjamem, da zanima še koga. Projekt Smodnišnica 8235, 30.000 evrov je namenjenih, verjetno gre samo za izdelavo projekta, kajti kaj resnega se s 30.000 evri tam ne da narediti. Izgradnja dvorane v PGD Gozd, no tukaj pa pridemo do tega, da pač nimamo neke strategije pri izgradnji gasilskih domov, da PGD Duplica že kar nekaj časa prosi za rešitev za gradnjo novega doma. Jaz seveda privoščam tudi gasilcem na Gozdu novo dvorano, ampak malo več me zanima, v kakšnem smislu je to mišljeno. Hvala Bogu, čim prej naj bo to zgrajeno, ampak vseeno malo razlage tukaj prosim. Zanimiva postavka 8352, ureditev trga pri avtobusni postaji in postavitev mamuta. Mislim, da je to projekt gospoda Smolnikarja. Moje vprašanje tukaj je, ali imamo vse potrebne papirje, so projekti narejeni, je usklajeno s spomeniškim varstvom, kdo vodi ta projekt in kdo je projektant pri tem projektu. Sklad za športne objekte, že v uvodu sem povedal, kaj je z bazenom, vem, da gre bazen iz druge postavke, da imamo drug sklad, ampak ne vem, kaj je tukaj mišljeno. Če umetna trava je zdaj tukaj ali je v prihodnjem letu, ne vem, ampak a je res Virtus tista prava lokacija za izgradnjo umetne trave. Tisto, kar me pa najbolj moti, ampak ker pravite, gospod župan, da je prvo branje delovno gradivo, vam bom to dal tukaj odpustek. Doplačilo oskrbnih stroškov v vrtcih, sredstva za plače v vrtcih, zdaj po mojih informacijah je ta znesek prenizek. In jaz vas vprašam, če boste najprej pri sebi bližnjih zmanjšali plače oziroma jim ne boste dali plače, ko bo zmanjkalo za plače. Vsej ene stvari lahko politično zelo lepo damo tukaj, malo več tam, malo manj sem, ampak določene zadeve se pa zračunajo in tako morajo biti. In tukaj pa ni tako, ker mislim, da ste to naredili samo zaradi tega, da ste pač proračun zaprli. To mi bo treba razložiti, zakaj so ti zneski premajhni. Energetska sanacija podružnične osnovne šole Gozd, zanima me, koliko projektov imamo tukaj narejenih, kaj nameravamo narediti, kaj pa še pod energetsko sanacijo. Moje osebno mnenje je, da energetska sanacija to ni primerna, ampak celostna sanacija, če ne kar novogradnja, ki bi tudi tlorisno precej zboljšala situacijo. In tisto, kar je najhujše, 800.000 evrov za kolesarsko povezavo Kamnik-Vodič. Na 3,5 kilometre pa pol, če se ne motim, če sem jaz prav zračunal, 230.000 evrov na kilometer. Kaj bomo keramiko polagali? Ali bomo parket dali po kolesarski stezi? Zdaj, če so mišljeni še kakšni odkupi noter, ne vem, če bomo to sploh drug let izvedli. Ampak 800.000 evrov za 3 kilometre pa pol kolesarske poti. Ne govorimo o cesti, kjer se bo potekal dvosmerni motorni promet, ampak o kolesarski povezavi 3 kilometre pa pol za 800.000 evrov. To je pa too much. Jaz pričakujem do drugega branja, da se tole izteka. Čas se mi izteka, v mladinski strategiji bomo še govorili. Vse sem omenil, povem še to, ker gre za prvo branje in da ne boste rekli, da smo vedno samo proti. V prvem branju bom to podprl. Kasneje pa pričakujem vaše popravke. Hvala. Hvala. Jaz se opravičujem Bogdanu pa Robiju Prosenu, ki sem jih prej Igorju dal besedo, ker je bil šel do zgoraj gor napisan, tako da zdaj ima besedo. Ja, bom pa jaz še enkrat pol. To ne dvomim, ampak zdaj ima besedo Robi Prosen. Ja, lepo pozdravljeni, hvala za besedo. Ja, tudi jaz sem se nekako tam izgubil, tako da sem se pol še enkrat prijavil, pa se ne mislim verjetno še enkrat prijaviti, tako da zdaj bom, kar imam za povedati, bom zdaj povedal.
In sicer rad bi se dotaknil postavke 8129, sklad za športne objekte, in sicer ureditev športnega igrišča Virtus z umetno travo. Najprej povem, da kot zagrizen športnik in tudi predsednik Športne zveze Kamnik podpiram vsako pridobitev na področju športa v občini Kamnik. Vendar pa me pri tej zadevi moti način umestitve te postavke v proračun. Verjetno vsi vemo, koliko časa že čakamo na zaprt bazen v Kamniku in s kakšnimi težavami se srečujejo športniki, ki se ukvarjajo z vodnimi športi. Prav tako že dolgo časa čakamo na izgradnjo nove sodobne športne dvorane ali vsaj posodobitev stare, katera v nobenem pogledu ne ustreza zahtevam sodobnih športnih aktivnosti. Sam pa v gradivu, ki sem ga pregledoval, nikjer nisem zasledil nobenih informacij na to temo. Pred vse to, se pravi bazen in dvorano in to, pa sedaj postavljamo izgradnjo nogometnega igrišča z umetno travo v vrednosti 500 000 evrov. Seveda tukaj zraven moramo vedeti, da niso vključeni niti stroški razsvetljave, ki je dodatno predvidena na tem igrišču v proračunu za leto 2023 in je zato predvidenih še dodatnih 250 000 evrov. Preden bi to potrdili, mene zanima, če je občinska uprava pripravila kakšno analizo glede vzdrževanja umetne trave, ko je ta enkrat postavljena. Strani strokovnjakov, jaz sem se malo pozanimal, sem dobil informacijo, da je vzdrževanje umetne trave dražje kot vzdrževanje naravne trave. Prav tako je za vzdrževanje umetne trave potrebno nabaviti posebne stroje, so rekli, da se to češe, s katerimi to travo vzdržuješ. Verjetno bo posledično zahteva še dodatne ljudi za to vzdrževanje in zanima me, kakšna je ocena teh stroškov. Če so na občini pregledali, kakšna je bila ocena teh stroškov in koliko časa ta umetna trava sploh zdrži. In na koncu, ali se bo upoštevala tudi sanacija objekta na igrišču Virtus, ki je tudi po mojem zelo slabem stanju. Jaz ne vem, da je to zgrajeno v 70-ih letih in slej ko prej bo treba, če bomo to delali, tudi sanacijo, se pravi garderobe in fasado in streho verjetno vse prenoviti. Prav tako me zanima, če je občina ocenila možnost trženja takšnega objekta in plan uporabe. Saj si noben ne želi, da bo takšen objekt tam stal sam zase in ga ne bo nekdo ali pa bo zelo malo uporabljen. Kljub temu, da sem, kot sem že na začetku rekel, navdušen na vsako novo pridobitvijo, pa me vseeno kar precej skrbi, kako bo ta projekt izpeljan, saj kot vidimo, postavitev umetne trave je to le en del projekta ureditve celotnega športnega igrišča Virtus. Po drugi strani pa me hkrati veseli, da se je v proračunu za leto 2022, ko gradimo šolo, našlo še 1 200 000 evrov za šport, kar kaže na to, da bomo tudi v prihodnjih letih lahko vlagali takšne vsote v šport in športno infrastrukturo. In s tem lažje prišli do ciljev, katere že precej časa obljubljamo športnikom v Kamniku. Če bo temu res tako, bom z veseljem seveda sprejel tak proračun, glede na stanje, kot je, in pomanjkanje informacij glede projekta umetne trave, pa bomo le tega težko potrdili. Hvala za odgovor že naprej. Hvala. Besedo ima Bogdan Pogačar. Hvala za besedo. Pred nami je predlog proračuna za leto 2022, kjer je samo za infrastrukturi za vzdrževanje javnih poti, lokalnih cest, prenove dotrajanih asfaltiranih odsekov cest in za asfaltiranje makadamskih odsekov namenjenih več kot 1,7 milijona evrov. Noter imamo tudi za zagotovitev varnih poti Pločnik, Soteska, Poreber. V proračunu so namenjena sredstva za izgradnjo kanalizacije, za dogradnje in obnove kanalizacijskih omrežij okoli 700 000 evrov. Tukaj bi izpostavil nadaljevanje gradnje iz Tahovice proti Črni in s tem se bomo izognili postavitvi lokalne čistilne naprave, ker mislim, da je to eden od ciljev, da čim več odpadnih vod pripeljemo na centralno čistilno napravo Domžale Kamnik, v katero smo investirali ogromna sredstva. Prav tako je za 700 000 evrov se vlaga na vodovodne sisteme, na obnove in dograditve. Nadaljuje se sanacijo stražnega stolpa na Malem gradu, zato je namenjenih okoli 80 000 evrov. Občina namenja sredstva tudi v prenovo stavbe glavnega trga 2 in s tem bo poskrbela za lepšo zunanjo podobo starega mestnega jedra
moramo vedeti, da vsaj tiste stavbe, ki so v naši lasti, bi bilo dobro, da smo en zgled in s tem dajemo tudi to. V proračunu so namenjena sredstva tudi za odpravljanje arhitektonskih ovir v mestu in pa rekonstrukcijo uvoza v Siriusu, tako je že Anton Iskra rekel, da je to zelo za pozdraviti in da moramo v tej smeri nadaljevati. Poleg gradnje osnovne šole Frana Albrehta sta še dve večji ali pa dva bolj pomembna projekta, vsaj tako po višini sredstev, in to sta dve kolesarski povezavi, Kamnik-Godič in pa Ljubljana-Kamnik. Zdaj to, kar je Igor omenil, pač je, če primerjamo te dva projekta, sta res pač nenormalno vrednostno neenakovredna, vendar jaz verjamem, da pač, če je to na postavki. Prej smo se pogovarjali o konzervativnem in nekonzervativnem pristopu in en je zagovarjal konzervativnega, drug nekonzervativnega ali pa bolj liberalnega, in ja, tukaj je mogoče ta bolj liberalen prevladal, tako da tukaj vemo, da so zadaj evropska sredstva in jaz ne vem, to bo verjetno Boris Trabar bolj vedel, zakaj je ta višina sredstev za to stezo noter. Potem je, se pravi, planirano priprava projektne dokumentacije za obnovo Tuniške in Medvedove ulice. Se strinjam, da je to potrebno zato že, da bomo zaključili v bistvu, kot je Edis prej omenil, se pravi neko celoto mestnega jedra od Fužin pa do glavnega trga in tudi tja do nove ali pa prenovljene železniške postaje, ker moram reči, da je zelo odlično urejena. V proračunu je nakazano nadaljevanje sofinanciranja javnih del in tudi na ta način občina skrbi za socialno politiko vključenost ranljivih skupin v družbo. 250.000 evrov je namenjenih v sklad za dokapitalizacije družbe Velika planina in s tem skrbimo za razvoj družbe in sledimo strategiji razvoja družbe Velike planina zaklad narave. 900.000 evrov je namenjenih v sklad za šole. Rekli smo vsako leto milijon, ampak letos pač namenjamo 900.000 evrov. Verjetno, da letos zadnjič v taki vrednosti, ker vemo, da tako, kot je Marija Kos prej omenila, da bomo potem začeli plačevati krediti in obojega tega ne bomo mogli, tako da letos je še teh 900.000 evrov namenjenih v sklad. Po energetski sanaciji Doma kulture Kamnik, ki se bliža koncu, se skrbi ali pa financira prenova kulturnih domov, ki so v lasti krajevnih skupnosti in se nadaljuje, se pravi, sofinanciranje 20.000 evrov KS Kamniška Bistrica, se pravi za dom na Vegradu, prav tako za KS Godič, KS Srednja vas in KS Šmartno. Kot je Igor omenil, pa se 20.000 evrov namenja tudi za izgradnjo večnamenske dvorane nad novim gasilskega doma na Gozdu. Kot je Igor rekel, tudi se povečujejo sredstva za prireditve. Upam, da bodo te da bo čim prej konec obdobja, kjer pač teh prireditev ne moramo imeti, in verjamem, da bojo čim bolj kvalitetno pripravljene, sredstva so za to namenjena in da ni sredstev in da zato ni prireditev takrat, ko bo možno jih organizirati, ne bo izgovora. Zdaj smo pa pri postavki, ki je že Igor prej rekel, kjer sem prej pač predlagal tisti asfalt na Klavčičevi ali igrišče z umetno travo. Obe dve lokaciji že od majhnega spremljam, se pravi tako igrišče na Virtusu in tudi tisto parkirišče na Klavčičevi. Vem, da nogometaši čakajo takšen objekt tudi podobno dolg časa, kakor športniki za dvoranske športe dvorano in pa plavalci in pa vaterpolisti bazen. Zdaj, na kakšen način so kakšni izražali, pa koliko so bili kakšni bolj slišani, ne bi ocenjeval. Lahko pa rečem, da teh 500.000 evrov v obnovo, to ni novogradnja, to je obnova športnega igrišča, kot ste že prej ugotavljali, ki je star vsaj 50 let pa je več in ima licenco že iz leta
1950 za tekme. Tako da jaz mislim, da se tudi nogometaši zaslužijo prenovo igrišča. Če smo prenovili bazensko školjko za 430.000 evrov, če smo vložili v projekt za dvorano, novo dvorano ali pa za prenovo dvorane, kot smo prej slišali. Res je, da se je tam faznost zamenjala 2015, je pa tudi res, da je bilo ravno iz strani športnikov in športne zveze pobuda za preprojektiranje, ki je občino stalo, se pravi, reci piši, 500 000 evrov. Ne smemo se slepiti, se pravi, občina Kamnik bi lahko zgradila osnovno šolo in dvorano, ki je bila takrat pridobljeno gradbeno dovoljenje. Spremembo faznosti samo spremembo gradbenega dovoljenja, brez preprojektiranja. Tako da upam, da se to pogovarjamo danes zadnjič. V mlajših selekcijah nogometnega kluba Kamnik, se pravi za osnovnošolce, trenira 150 mladih nogometašev in mislim, da si zaslužijo objekt, ki bo vreden njihovega znoja, ki bo vreden njihovega truda, da jim zagotovimo normalne pogoje za trening in za tekmovanja. Zavedam se, da je športna infrastruktura v Kamniku precej stara oziroma dotrajana, zato je pomembno, da delamo na tem, da mnogim športom zagotovimo boljše pogoje za trening in za tekmovanja. Zato si pripravlja projekti za realizacijo pokritega bazena, katerega športniki čakajo že mnoga leta. In od 2008 do danes še nismo uspeli niti se zmeniti, kje ga bomo imeli pa na kakšen način. Se pravi, kako bo ta pokrit. In Robert, se strinjam, da tudi vzdrževanje umetne trave bo terjalo neke stroške, samo tudi vzdrževanje dvorane terja neke stroške in tudi vzdrževanje bazena mnoge stroške. Tako da, če želimo razvijati šport, če želimo njim dati pač normalne pogoje vsem športnikom in športnicam, ki se množično udejstvujejo v Kamniku, in mladim pokazati pravo življenjsko pot, varno, potem moramo zagotoviti osnovne pogoje. In se strinjam, da so te objekti, ki sem jih prej imenoval, in športna dvorana, in bazen, in tudi umetna trava, potrebni za Kamnik. Je pa res, da na bazenu in na dvorani je bilo že kaj narejenega, z umetno travo smo se pa pač lotili lansko leto in verjamem, da boste danes tudi to podprli. Projekti so pripravljeni, tako da in so pripravljeni, se lahko z njimi prijavimo na razpis za fundacijo za šport. Cel postopek pa je bil koordiniran in usklajen tudi z uporabniki, tako kot sem takrat začel pri šoli, da sem skozi uporabnike zraven. Prvi sestanek, ki je bila pač ideja padla, da bi bilo to na Virtusu, je bil skoordiniran iz NK Kamnik, ali to njih sploh zanima ali ne. Tako da, ko so dali uporabniki soglasje, da gremo lahko umestiti to zadevo na Virtus, smo se tega lotili in pripeljali zdaj toliko delež, da je možno pač se prijaviti na fundacijo za šport. Iz tega razloga je tudi umeščeno v proračun. Se pravi, tako da jaz mislim, upam, da boste to podprli. Mi bomo poleg fundacije kandidirali tudi na NZS in po možnosti tudi na razpis Ministrstva za izobraževanje in znanost. Tako da v proračunu je med zanimivimi projekti še eno, ali pa še dve, se pravi Mamut, ki ste ga že omenjali, in pa priprava projektne dokumentacije in ureditve prve celostne ureditve površin pri igri. Hvala, Bogdan. Besedo ima gospa Karmen Dergan. Hvala za besedo, župan. Vsi še enkrat lepo pozdravljeni. Jaz bi se pa dotaknila dveh postavk v proračunu. In sicer prva postavka je 4607, investicijsko obnovitvena dela na javnih cestah. Tukaj bi opozorila na eno nomotehnično napako, in sicer, da je dvakrat napisana cesta Tuniška Mlaka zadnji rob. Pri tem je napaka, ni zadnji rob, ampak je zadnji vrh. In pa, kakor je že kolega Žavbi prej v rebalansu povedal, bi tudi jaz tukaj želela, dotično tukaj in pa nasplošno pri celotnih obrazložitvah proračuna, da je treba napisati boljše obrazložitve.
in pa sploh v tej postavki točno določati, kateri del ceste se bo urejal, v izogib zadevam, ki so se dogajale letos v Tunicah oziroma v našem KS-u. Druga postavka je pa 4290 in sicer oskrba zapuščenih živali. Postavka je v višini 28.000 evrov. Tukaj bi pa opozorila na eno dejstvo, in sicer, da je 22.9.2021, to se pravi pred dobrim mesecem, dveh, bila sprejeta novela zakona o zaščiti živali v Državnem zboru, v kateri so določili nosilci stroškov za oskrbo zapuščenih živali, ki so zdaj malce drugačni. In sicer 30 dni je strošek občine zapuščenih živali, nato imetnik zavetišča in pa kasneje država. V letu 2021 je občina Kamnik za to postavko namenila enako 28.000 evrov. V prvi polovici letošnjega leta je občina Kamnik za oskrbo zapuščenih psov in mačk na območju občine Kamnik porabila sredstva v višini 8.800 evrov, mislim, da. Realizacija je bila cirka 32%. Če gremo še eno leto nazaj, zaključni račun občine Kamnik za leto 2020 pod postavko je bil 26.333 evrov. 26.333 evrov. Glede na to, da novela zakona v tem segmentu razbremenjuje občine, me zanima, zakaj se je postavka povečala glede na zaključni proračun leta 2020 in pa porabo v letošnjem letu. Glede na to, da država razbremenjuje občine v tem segmentu in so sredstva pretirana, bi predlagala, da se ta sredstva umestijo v izgradnjo pasjega parka, ki ste ga župan in pa kandidati obljubljali v predvolilnem obdobju. Hvala. Hvala. Besedo ima Alenka Jevšnik. Hvala za besedo. Jaz tudi mislim, da tam je napaka, da je še ena prijava, tako da kasneje lahko preskočimo to. Jaz bi se pa malo bolj podrobno lotila tele proračunske postavke, strategije proračun 2023, nova ustanovljena proračunska postavka 9168, Vrtec Antona Medveda, izvedba investicij za leto 2023, predvidenih je 150.000 evrov. Na tem naj bi se pa delalo tisto, kar bo pokazala strategija. To se pravi, v letu 2021 je bila naročena analiza stanja in priprava strategije na področju potrebnih investicijskih vlaganj za področje predšolske vzgoje. In potem, kot berem, glede na ugotovitve strategije, naj bi po prioritetnem vrstnem redu pristopili k pripravi dokumentacije in investicijam v posameznih enotah vrtca. Zdaj pa moje vprašanje v zvezi s tem je, kakšna analiza stanja je bila naročena in kdo jo je naročil? Kako in na kakšen način boste pristopili k pripravi dokumentacije in seveda tudi investicijam v posameznih enotah vrtca, če milo rečeno rečem, da vaša dosedanja praksa kaže na določeno neresnost vaših obljub. Kaj bo zdaj drugače? Zanima me, zakaj je potreba po takem naročilu in predvsem kdo bo izvajalec tega naročila, ker menim, da bi vse te podatke brez težav in predvsem brez stroškov dobili v vrtcu. Jaz mislim, da v vrtcu natančno vedo, kakšna je situacija in kaj so nujna prednostna dela. Tukaj bi poudarila še enkrat, da glede na zgodbo z enoto Tinkara, ki jo župan Slapar vleče že od leta 2018, vsako leto se znova obljubi, potem se obljuba prelomi, ponovno se obljubi in tako vse do danes, ko se naroča pa analiza stanja in priprava strategije na področju potrebnih investicijskih vlaganj in na področju predšolske vzgoje. Moje mnenje je, da Kamnik potrebuje resno analizo in predvsem strategijo, ki vsebuje točno določene postavke in jasne opredelitve in pa predvsem posnetek stanja, ki bo obsegal tudi analizo demografskih podatkov v Republiki Sloveniji in predvsem v občini Kamnik, analizo števila vključenih otrok iz občine Kamnik v javne vrtce in zasebne in pa seveda določene ostale zadeve. Kdaj bo župan naročil tak projekt in predvsem komu? To, kar vi zdaj naročate za ta denar, je samo majhen del celostne strategije in se ne more delati brez ustreznega znanja in pa jaz mislim, da je tudi sodelovanje vseh deležnikov.
Zanima me tudi, kakšen je rok, ki ste ga postavili izvajalcu za pripravo te strategije. Kakšno je plačilo za izvedbo le-tega in pa, ko bo vse to narejeno, če bo narejeno, če je letos naročeno, zakaj se potem z investicijami čaka na leto 2023? To pomeni samo prelaganje res nujnih sanacij in izgovorov, ki se bojo potem sklicevali v bistvu na to strategijo. Toliko o tem, pol bi pa, to sem že tudi večkrat poudarila, z enim od prejšnjih, še ne vem, ne bom zdaj vam točno vedela povedati, katerih rebalansov proračuna, ki je bil sprejet, je bila ukinjena proračunska postavka za zamenjavo strehe na osrednjem grajskem kompleksu Zaprice. Razlog, ki je bil naveden takrat za ukinitev te postavke, naj bi bili stroški povezani s COVID-19. V rebalansu proračuna kasneje, kljub zvišanju povprečnin, s katero se zdaj radi pohvalimo, sredstva v ta namen niso bila vrnjena v proračun na to postavko. Prosim za odgovor, zakaj se ta postavka ni vrnila v proračun kljub zvišani povprečnini. Prosim tudi za podatek, kateri strokovnjak si je ogledal streho na gradu Zaprice in strokovno ocenil, da sanacija strehe oziroma njena zamenjava ni nujno potrebna. Kakšna je strategija župana in občinske uprave glede obnove gradu Zaprice in pa kakšne so prioritete občine Kamnik na področju obnove kulturne dediščine. Predvsem pa, kdaj se načrtuje vrnitev postavke nazaj v proračun in s tem začetek obnove. Tukaj bi še na kratko se dotaknila tudi tega, kar opozarjam vsakič znova. Pri proračunu za 2022 in 2023 je postavka 6630 vzdrževanje otroških igrišč. Vsako leto znova poudarim, da je 18 000 evrov sredstev premalo. Kakšen je načrt obnove igral in igrišč? Kakšna je strategija in predvsem me zanima, če menite, da Kamnik potrebuje še kakšno igrišče. Hvala. Hvala, jaz se Robi spet upravičujem, izvoli repliko, pa nisem hotel Alenke prekinjati. Tako da, Robert, prosim, replika gospodu Pogačarju, izvolite. Ja, hvala lepa za besedo. Prej sem rekel, da se ne bom oglasil, ampak Bogdan me je pač poimensko omenil, mislim, da je prav, da mu razložim. Verjetno me ni dobro slišal. Jaz nisem proti temu, da bi se pravi, uredili igrišče z umetno travo, ampak me je zmotil način, na katerega je to prišlo. Kot je sam Bogdan rekel, verjetno za bazen pa za dvorano se pogovarjamo vsaj že 20 let, za umetno travo ste se pa začeli pogovarjati lansko leto. Ne rekel, da se je pogovarjal z deležniki, pogovarjal se, kot je sam tudi omenil, z nogometaši. Prav, da to je tisto, kar je stvar. Če bo umetna trava, seveda bomo tudi to kot športniki veseli, da bo nekaj novega, ampak način pa ni bil ta prav. In to sem hotel povedati z mojim vprašanjem. Me pa dve stvari, ki me zanimata, pa se ne bom več šel v kakšne razprave o tem, kdo je kaj rekel, pa kdaj, pa kako, ampak samo še to, kakšen je projekt, da ne bo tako, kot sem rekel, prej tista umetna trava se samljivala, oziroma da bo trenirali tam 10 igralcev, ne, to ne bom, ok, to je ena stvar, in pa analiza, koliko je stroškov. Seveda so stroški tudi za dvorano, ampak za bazen, mene zanima, koliko je to cena takega najema, če se to upogleda. Te dve stvari in to je to. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Cvetka Slapnik, izvolite. Hvala za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu vsem prisotnim. Zdaj kar nekaj zadev je bilo izpostavljenih v proračunu za prihodnje leto, nekaj verjamem, da jih še bom. Jaz se bom le na kratko dotaknila nekaterih točk, in sicer za legalizacijo gasilskih domov se v proračunu namenja 20 000 evrov, kar je zelo dobro in pa 100% več, kot je bilo teh sredstev v letošnjem letu. V občini imamo 13 gasilskih društev in ta sredstva so več kot potrebna. Seveda bo za sredstva za legalizacijo potrebno nameniti tudi v prihodnje, saj po mojem mnenju, saj so pač te postopki dolgotrajni in pa za društvo predstavljajo kar velik zalogaj za stroške, sploh v teh časih, ko ni gasilskih veselic in pa tudi društva so tako ali drugače omejena pri zbiranju prostovoljnih prispevkov.
Potem izpostavila bi še tole postavko v višini 20.000 evrov, izgradnja večnamenske dvorane PGD Gojst. Tovrstne dvorane so super, tako za gasilce kot pa za vse ostale krajane. Kljub temu pa bo v prihodnje potrebno pripraviti tudi strategijo oziroma načrt obnov in pa gradenj gasilskih domov v občini. Zdaj vemo, da PGD Duplica se že dalj časa pogaja za izgradnjo novega gasilskega doma. Verjamem, da tudi marsikatero drugo društvo ima težave oziroma prostorsko stisko, tako da mislim, da bo tudi v to kislo jabolko treba ugrizniti. Potem občina se ves čas trudi za varne šolske poti. To je bilo vidno tudi letos, ko so bile med drugim urejene šolske poti v Šmartnem in pa v Nevljah. Prispevek k varnim šolskim potem bo zagotovo tudi javna razsvetljava na lokalni cesti v Zgornjem Tuhinju, ki je zelo prometna, tam proti Lazam. Za ta namen so namenjena sredstva v višini 70.000 evrov. Zdaj tale pločnik Špitalič-Motnik je bil danes že večkrat omenjen. Jaz upam, da bo zdaj do te realizacije prišlo, ker je namenjenih 10.000 evrov, pa da bo tudi država malo pristopila pa pomagala pri tem. Bi pa na tem mestu podala še eno pobudo, in sicer za postavitev nadstreškov na avtobusnih postajah v krajevnih skupnostih Špitalič in pa Motnik, saj v ostalem delu Tuhinjske doline te nadstreški v večini že stojijo. Zdaj toliko na kratko z moje strani, druge mnoge postavke so dobre, so razvojno naravnane, mislim, da so dobre za Kamničanke in pa Kamničane, zato ta proračun podpiram. Hvala. Hvala, besedo ima Edis Rujovič. Hvala lepa za besedo. Zdaj, pred nami je proračun za leto 2022. V eni od predhodnih razprav oziroma stališč je bilo moč slišati, da so noter zadeve, ki so v bistvu praktično same pozitivne stvari, ki so v proračunu. Jaz bom kakšno stvar seveda tudi pohvalil, pa začenši zadnjo vročo, bom rekel, umetno travo, kot nekdo, ki se je dolga leta ukvarjal z nogometom, ki je, bom rekel, še danes rekreativno aktiven, pa do nedavnega bil nazaj aktiven v nogometnem klubu Kamnik, bi si želel, da je to nekje v sklopu prostorske umestitve stadiona prijateljstva. Očitno se ni našel primeren prostor. Gre za neko kompromisno rešitev, vsaj z moje strani, tako gledam, kar zadeva samega prostora. Pohvalil bi, da se to umešča, malce je zgovorno po svoje, zakaj je na vrsto prišlo šele konec leta 2021. Vemo za te potrebe že kar nekaj časa. Zdaj, oprostite, jaz se moram malo nazaj vrniti, ker ena stvar me zmoti, pa upam, da tukaj zaključimo debato, da največ debate namenjamo zgodovini oziroma namenjajo zgodovini ljudje, ki krojijo občinsko politiko najmanj 15 let. Tako da dobro bi bilo, da s tem nehamo, ker se bomo vedno lahko obregnili ob nekoga, gledamo za naprej, zato tudi konstruktivne kritike in pa pohvale na posamezne proračunske postavke. Zdaj, ste rekli, da sem izključno zagovornik nadaljnjega razvoja mestnega jedra, sem. In na to sem ponosen, ampak seveda imam pa v mislih tudi ostale postavke. In sicer menedžment mestnih središč, jaz bi pričakoval, da se znotraj tega nekako gleda celostno, da se umešča tudi druge proračunske postavke, ki so del tega, ker samo predati menedžiranje Zavodu za turizem in šport je premalo. To je v bistvu praktično prelaganje neke odgovornosti, pomanjkanja koncepta, Zdaj, a veste, v prihodnjih točkah bomo obravnavali tudi strategijo za mlade, In ko se ustavim pri programih za mladino,
Če to ne bo podprto strani proračuna, potem mi lahko napišemo ne vem koliko lepih besed in stavkov, če ni finančne podpore, potem tudi dolgoročne strategije ne moramo izvajati. In enako je v mestnem jedru. Zdaj, če sem jaz prej prav razumel, podžupana, pa ne izrabim agar to za repliko, pa ne mi samo razloži, da smo 2 stavbi sanirali, se pravi, da je občina krila celotno investicijo. Jaz za ta podatek ne vem. Če pa veste, mi pa sam povejte, kdaj je to bilo. Zdaj, vračam se nazaj na ceste. Mi imamo ta tako imenovani švicarski model oziroma po švicarskem indeksu MSI, ocenjujemo poškodovanost cest in vam povem po pravici, da to enostavno ni samo moja konstatacija, enostavno do istega zaključka prihajajo mnogi občanke in občani. Mi navkljub poškodovanosti cest umeščamo ad hoc neke zadeve v proračun. Meni, pa če tudi sem iz opozicije, mi ni ravno najbolj prijetno to ljudem razlagati, ker po pravici povedan nimam več odgovora. Rečem, glejte, ne vem, pa bi lahko to izrabil, bi rekel, dajte to vprašati pač župana. Ampak sej v končni fazi gre za to, da je projekt narejen, pa da mu nekako sledimo vrsto projektom. Če kdo misli, da je to neko nagajanje, v redu, pač tako mislite, niti nimam več težav s tem. Zdaj, pričakoval bi, da je noter, ogromno je bilo govora, na eni strani v postavkah mi govorimo o mestnem središču, na drugi strani kupujemo tipsko opremo, nisem pa zasledil, lahko da sem spregledal, da bi bila nova postavka v katalogu urbane opreme, v kateri je že toliko časa govora. Zdaj v odgovoru, ki je bil meni podan na vprašanje oziroma pobudo, je, da za to pač nimamo zadostnih sredstev. Ja, pol vendarle, dajmo to na prioritete, če smo spet v prioritetah. In ne govorim samo o 6000 prioritetah. Zame so prioriteta tudi volivci koga drugega. Ampak če je to potreba mesta, pol to pač nekako umestimo. Zdaj, kar se tiče vzdrževanja same umetne trave, pa koliko bo to lahko finančno obrestljivo, tukaj bom malo v bran stopil. Tako kot z vsako drugo infrastrukturo, seveda sem malo subjektiven, priznam, zato ker je pač nogomet ena moja ljubezen, ampak lahko povem, da tudi z ostalimi športnimi panogami ne gre to gledati z vidika takega nekega suhega iztržka, bom rekel temu. To na samem marketu oziroma, tržišču ne more biti nek produkt, ki bi ga tržili. In naloga občine Kamnik je, da nudi čim boljšo kvaliteto bivanja občankam in občanom in v tem primeru se pač to nekako dosega. Se strinjam, da če bi skrbnim načrtovanjem se vsega skupaj lotili že predhodno, ne da se zbudimo v letu 2021, potem bi najverjetneje tudi bila sredstva v bazenu toliko večja, pa marsikaj drugega bi se dal urediti. Eno stvar moram glede šole, tukaj oprostite, moram glede šole. Prvi sem, ki sem to investicijo podprl. Ampak iti v nek PR oziroma obvestilo za javnost, da je pa to zdaj tako okleščen in tako super optimiziran projekt. Mi smo pri šolah uporabljali velikrat primere z avtomobili, ampak veste, to je tako, kot da bi jaz rekel, želim kupiti Mercedesa in se kasneje odločim za Kio, pa ne mi proizvajalca ne zamerita in rečem, sem prišparil 70 000 evrov. Tam je slabša oprema, zunanje ureditve, se pravi, določenih stvari pri tisti šoli ni. Še zmeri pa seveda bi lahko šli v investicijo. In če še neki, cene gradbenih materialov, odkar smo imeli projekt na mizi, pa do zdaj so šle bistveno gor. Tako da tukaj upam samo, da pač govorimo nekako enoznačno. Vse tiste stvari, kolesarsko pot, ne bom ponavljal, je že Igor vprašal, me ista stvar zanima, jo podpiram, Kamnik, Godič, ampak je pa res, da se postavlja zelo legitimno vprašanje, da je to na kilometer enostavno zelo veliko. Zdaj, ureditev javnih površin v večstanovanjskih soseskah, jaz vem, da se tega treba lotiti, tega se zavedam. Mene osebno premalo prepriča obrazložitev. Zdaj, če mi lahko nosilec te postavke samo pove, kaj konkretno se bo izvajalo še dodatno. Sam skopom je, jaz verjamem, da imate odgovor in pozdravljam ne nazadnje tudi to. Ja,
Glejte, na cel proračun v bistvu gledam tako nekako. Ne? Lahko bi najdel še 1001 stvar in ne pohvalil niti ene stvari. Bom pohvalil tiste stvari in za tistimi stvarmi stojim. Morda sem kakšno še spustil, tako da se opravičujem. Zato vnaprej. Tudi pri kritiki verjetno sem kakšno spustil. Gre nekako za prvo branje. To prvo branje vendarle je malce drugačno kot tisto od pogrebne dejavnosti. Tukaj je legitimno, da ima vsak svoje prioritete. Na podlagi komentarjev pač upam, da bodo upoštevani, pa bomo potem do drugega branja videli. Jaz v tem delu, ne glede na to, da beseda pri nekaterih ne velja nič, bom v prvem branju proračun podprl. Žalosti pa me, da smo se za mnoge projekte zagnali v konec leta 2021. To me pa žalosti. Težko komentiram posamezno proračuna 2022-2023, gre nekako za zelo tesno povezavo med tema dvema. Več bom povedal pri proračunu 2023, ampak 2022 je nadaljevanje nečesa, ki sicer dobro zveni kot nek predvolilni program. Vkolikor mi boste dali glas, bo pa to 2023 noter. Tako da to ni tako neočitno, kot mnogi menite, da je. Vse to bi, bom rekel po domač povedam, pojedel, ampak da bi bile zadeve pa vendarle malce bolj transparentne. Zdaj jaz upam, da na postavke, ki so bile izpostavljene, da boste pač podali neke odgovore. Samo še ena, to sem skoraj spregledal, je zame ključna, 1350 stroški urejanja zemljišč, Meso Kamnik. Zdaj noter, gledajte, spet gre s tem meglenim odnosom. Se pravi, predviden je ta korak, ampak z obrazložitvijo, da je, ukolikor bo možno to izvesti, ukolikor se bo možno dogovoriti o postavki, se pravi za odkup Mesa Kamnik. Ja, oprostite, potem te postavke, mislim, to je z vsako postavko potem lahko tako, Če bomo uspeli narediti, bo noter, če pa pač ne bomo, pa ne bo. Želim konkretizacijo, Zastopite, kje imate največjo težavo, spoštovana koalicija? Da nekaj obljubite, pa niti sami ne veste, sami že vnaprej veste, da tega ne morete narediti. In prihaja do velikega razočaranja, pa ne pri nas politikih, pri ljudeh. Da te stvari popravite, lepo prosim, do drugega branja, vkolikor boste, bo seveda podpora zagotovljena, vkolikor ne. Hvala. Besedo ima dr. Janez Rifel. Ja, dober večer. Spoštovani župan, spoštovane članice, člani občinskega sveta Kamnik, občinska uprava. Imamo zdaj prvo branje proračuna 2022, pa se res zahvaljujem kolegu Rujeviču, da je omenil tole matično šolo Frana Albrehta. Se mi zdi, da v celi razpravi do zdaj ni bila edina mogoče strani podžupana glede tistih 900 000 evrov in je to res, smo že izgleda kar toliko posvojili ta projekt, da koliko je bilo težav in koliko let se to res vlekel, in to se mi zdi res en ogromen dosežek, da se ta šola sploh gradi. In če se prav spomnim v prejšnjih razpravah, v prejšnjih letih, najprej je bilo, da itak ne bo nič iz tega projekta, potem je bilo pa to rečeno, da ker bomo imeli pa en tak velik projekt, bo pa potem se ne bo čist nič drugega moglo investirati v občini Kamnik, no in pa je res ta potem proračun 2022 pa 2023 kažete na to, da nimamo samo enega velikega projekta, ampak jih je tudi več drugih. Sem tudi v bistvu nekaj malo presenetil tisti odgovor, čeprav vemo, koliko veliko se gradi po celi občini, tudi ljudje pravijo, da se to, kakor se zdaj gradi, se že dolgo ni gradil po naši občini, pa ne mislim samo državnih cest, ker to so drugi investitorji, ampak prav občinske ceste pa občinske investicije. Strani Luka Svetca, da je v 14 krajevnih skupnostih samo v lanskem letu, da so bile se pravi obnavljane oziroma preplaščene ceste, ker res potem, ko se sliši ta številka,
Bi me v bistvu pol še zanimalo, koliko je bilo v zadnjih 3-4 letih teh, pa zdaj v mandatu župana Slaparja narejenega, ker se mi zdi, da res tukaj zamenjujemo, kaj se vlaga, pa koliko iz tega denarja, ki ga imamo na razpolago, se res potem dejansko naredi. Tudi v predlogu, pač v gradivu za ta proračun je zelo pomenljiv tam en stavek, da pač, ker se pristopa malo drugače k javnim razpisom, se dosegajo nižje cene, kljub temu, da smo že tudi slišali, da gradbeništvo, stroški gredo gor, stroški materiala in vsega tega. Ampak pustimo to, jaz bi se dotaknil bolj mogoče področja naše krajevne skupnosti Nevle. Tukaj zdaj v zadnjem času so bile 3 velike prioritete. Prva je bila izgradnja ali pa izboljšava varnosti šolskih poti, pol športno igrišče Vrhpolje pa Mrliška Vešca v Nevlah. Vse te 3 prioritete so, ena je v bistvu že realizirana letos, oziroma že v lanskem letu se je začel in smo res krajani hvaležni za to pot in tudi krožišče ob podružnični osnovni šoli Fran Albrehta Nevle. Je pa potem v tem predlogu proračuna za 2022 je pa obnova igrišča Vrhpolje in pa začetek tudi potem končno nove oziroma graditve žalne vežice Nevle, ki se bo projekt pa potem dokončal v 2023. Je pa seveda tudi še par cest, pa tale pločnik v Porebru, ki je bil že tudi parkrat omenjen, ampak o tem pločniku smo se pogovarjali že tudi v prejšnjih letih, ni to zdaj kar nekje z neba padalo. Pred v bistvu, ko se je gradila kanalizacija po Tuhinjski dolini, tudi čez Tesnice oziroma pač tam čez Sotesko, ko se je gradila kanalizacija, se je ob tem naredil potem tudi pločnik in ta pločnik je res povezal Sotesko z Vrhpoljami pa z Nevljami in so pač prej peš ob tej cesti je bilo smrtno nevarna zadeva in ljudje niso hodili, zdaj pa res veliko sprehajalcev pa seveda tudi šolarjev in drugih hod po tem pločniku. Je pa odsek tam v Soteski oziroma od Soteske do Porebra je še en odsek in ko se bo še ta pločnik zgradil, bo potem od potoka oziroma tam nekje Lok do Kamnika bo varna šolska pot pločnik potekal, tako da ta stvar se pač zasluži, da se dokonča. Toliko mogoče, kar se tiče proračuna 2022. Hvala. Hvala, Janez. Besedo ima Žaklina Zdravkovič. Hvala lepa za besedo, župan. Dober večer vsem skupaj. Jaz se bom tukaj oglasila samo po eni postavki. Drugače se kar strinjam z večino povedanega. Bi pa tlele nadaljevala tam, kjer je začel predsednik Športne zveze. In sicer dobro primerjavo je dal z umetno travo pa s pokritim bazenom. Jaz bom majčkeno mogoče predrzno vprašala občinsko upravo. Mi imamo še eno nogometno igrišče, Bilijevo igrišče. Mislim, zdaj samo še čakam, da se bo tam na tem igrišču začel še kaj delati pred bazenom. Tako da sprašujem na tem mestu občinsko upravo in pa župana, kdaj oziroma do katerega leta pričakujete, da se bo s temi sredstvi, ki jih dajemo v proračun, začel graditi pokrit bazen. Potem bi dala še naslednje vprašanje. Občina ima verjetno podatek, koliko je kategoriziranih športnikov oziroma članov nogometnih klubov in koliko članov ima občina v plavalnem klubu, vaterpolskem klubu in pa 2 triatlonskih klubih. In zakaj se te športniki vsa leta za manj trudijo, prosijo in čakajo na svoj športni objekt in jih vsi športi prehitevajo po levi in po desni. Prosila bi še za primerjavo, glede na to, da občina podarja vsako leto pač občinska priznanja najboljšim športnikom, koliko odličij oziroma katera mesta osvojijo kamniški nogometni klubi,
Kakšna odličja imajo pa se pravi vsi te 4 plavalni pač klubi, ki se ukvarjajo, ki potrebujejo bazen za svoje delovanje. Bi pa še klele, pa bo verjetno Bogdan zahteval repliko, ampak ga moram poimensko omeniti, demantirala njegovo izjavo, se pravi 400 000 evrov je bilo vloženo za školjko, tako da ni res, da se nič ni vlagalo v bazen. Na tem bazenu, mislim, to školjko uporabljajo vsi občani, se pravi vsi otroci, vsi upokojenci. Jaz še nisem videla nobene babice pa dedka, ki bi tekla po nogometnem igrišču, ali naravnem ali pa po umetni travi. Tako da ta primerjava je bila totalno nefair, ker to školjko poleti uporablja praktično cel Kamnik, ne plavalci, vaterpolisti pa triatlonci. Tako da govoriti, da se je ravno tako daje za ta šport, se pravi za plavalne športe, ni res. Oni ta bazen uporabljajo 2-3 mesece, oziroma 4, če so dobri pogoji, prav tako skupaj z občani. S temi odličji, mislim, imamo nikjer na svetu, pa naj me kdo popravi, razen v Črni Gori v enem mestu in v Sloveniji, v Kamniku, so državni prvaki vaterpola, ki nimajo svojega bazena. Sprav, samo v Kamniku in v Črni Gori, pa se zdaj ne spomnim, v katerem mestu. In nikjer drugje na svetu ni državnih prvakov, ki ne bi imeli svojega bazena. Tako da, ja, bi pa prosila res za odgovore, za to primerjavo članov, me res zanima podatek, kako stojimo s nogometaši in pa s plavalnimi športi. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima Jože Korošec. Se slišimo, ja, hvala lepa za besedo. Čakajte, se vidimo? Ja. Hvala lepa za besedo in lep pozdrav še enkrat vsem skupaj. Ja, proračun za leto 2022 je pred nami. Po temeljitem pregledu seveda je v tem proračunu kar nekaj razvojnih postavk. Zdaj jaz ne bom se pač vseh, danes je precej govora o cestah in pa športu. Mene seveda kot podeželjana predvsem zanimajo ceste. Na teh postavkah je kar nekaj denarja, vendar mislim, da bo v bodoče treba, če bo se to trendno nadaljevalo vsako leto, bo ta zadeva v redu, če pa ne bo, se pa zna zgoditi, da bo spet, se pravi ceste, da bo spet stagnirale. Tudi v tej priložnosti ne povem, pa čeprav se ne tiče tega proračuna, je letos bilo kar nekaj narejenega na državnih cestah in tudi upam v bodoče, predvsem proti Črnevcu gor, kakor sem slišal neke obljube, za naslednje leto bo tudi ta državna cesta obnovljena. Tudi to je seveda, po tej cesti se vozimo vsi občani in pa seveda tudi vsi ostali, ki potujejo skozi našo občino. Tle bi pri samih postavkah bi rad dal pobudo še enkrat, naj se tale pločnik, se pravi od uvoza Hrušovko pa do postaje oziroma naj se projekt naredi za celo zadevo, se pravi od potoka, od Buča pa do potoka pa do te postaje gor. Za ta pločnik, jaz mislim, da je lansko leto, jaz verjamem, da so zahtevni projekti, da je v njej, ampak mislim, da bi se mogel uvrstiti za leto 2022 noter, ker že lansko leto že letošnje leto je pač izpadel. Jaz verjamem, da so problemi s pridobivanjem dovoljenja, ampak upam, da bo ta pločnik je res nujno potreben. Vem, da se tam teče voda, da je zraven cesta, da je ograja, ampak kljub temu mislim, da bi bilo pametno, da bi se uvrstil noter. Mislim, da je to kar dosti velika prioriteta. Potem nekaj ne še rečem, tudi ostale poti, kolesarske poti. Se pravi, zdaj imamo proti Ljubljani, proti Godiču bo to zadeva rešena. Mislim, da bi tudi Tuhinjska dolina počasi morala začeti s temi projekti, se pravi od Kamnika proti Tuhinjski dolini. Vem, da so tam razmere težke, da je, se pravi, sama lokacija tam med Tesnicami bo problem, kje iti, ali med gorami, ali po cesti, ampak ne glede na to, mislim, da se v zadnjih letih, da se to polaga v te kolesarske poti oziroma te varne poti, mislim, da je prav, da bi tudi to prišlo enkrat na vrsto. Tako da ta proračun bomo v prvem branju seveda bom podprl. Želim, da bi se tudi naprej nadaljevali, se pravi te
Vidim, da je v proračunu, se pravi ti domovi, pa Šmartn gre že po moje kar lepo napreduje, tudi Srednja vas, zdajle se je močno zagrel. Mislim, da se bojo celo povezali s selami, da bo to nekje ta dom potem uporabljal tudi krajevna skupnost sela, kar se mi zdi prav, ker na vsaka vas pač, oziroma vsak naselje tudi ne more imeti svojega domu in da ne bodo potem premalo izkoriščeni. Želim, se pravi, kot sem že rekel, da bi bili občani vsi enaki, tako v Kamniku kot na podeželju. Predvsem občane zanima, se pravi, da se lahko ustvarijo, da se lahko razvijajo, da, bom rekel, lahko delajo svoje podjetja, svojo proizvodnjo, kmetje svojo, bom rekel, tudi svojo proizvodnjo hrane in pa vsi ostali, ki turistični delavci na podeželju, turistične kmetije, terme, da lahko se razvija cela dolina proti Črni, proti Kamniku, proti Tuhinjski dolini, proti Šmarci in to je, mislim, da ta proračun je usmerjen v to, da vsakemu, se pravi, na vsakem področju, da se nekaj naredi pač v dobro krajanov in pa občanov. To za enkrat, se pravi, ta proračun bom podprl, upam pa, da se bojo še kakšni popravki narejeni do drugega branja. Hvala. Hvala, Jože. Besedo ima Aleksander Uršič. Ja, hvala za besedo. Veliko je bilo že povedanega, tako da ne bom se ponavljal. Dotaknil se bom ene zadeve, ki jo jaz pogrešam, pa sem računal, da jo bo že kdo prej upozoril. V bistvu mene moti, da v tem dokumentu ni realizacije za letošnje leto. Imamo realizacijo 2020, predlog rebalansa 2021 pa proračun 2022, ker če bi to bilo, bi verjetno kakšno vprašanje manj imel zdaj. En tak vprašanje je na primer nabava vozila, proračunska postavka 1142, ki je in v proračunu za 2022 in za 2023. In me zanima, zakaj v letošnjem letu ni bila realizirana, ker očitno ni bila. Potem je podobna zadeva na prihodkovni strani, da je bilo za letošnje leto načrtovana prodaja zemljišča v izmeri 3000 kvadratov B25 Fruktal, je v proračunu za naslednje leto. Na prihodkovni plati jaz mislim, da ima občina Kamnik neke rezerve. Verjetno bi se nekdo mogel aktivno s tem ukvarjati. Mislim, da je marsikatero zemljišče, ki ali ni v uporabi, pa bilo lahko v uporabi od kakšnega občanka, občane, a pa je celo že v uporabi in mislim, da bi marsikje se dalo tako zemljišče odprodati in tako naprej. Tako da tukaj lahko rečem, da mislim, da smo kar slab gospodar svoje zemlje. Tako da sigurno je zadeva pozitivno zastavljena, grejo stvari v smer, s katere si jaz osebno sem želel in naša lista, ko smo šli na volitve. Ena od teh zadev so sigurno ceste. Že Karmen je upozorila na eno zadevo, v bistvu, kar se tiče napake v smislu ponavljanja. Jaz bi želel, da je v bistvu tako, kot je že tudi Igor povedal, da so obrazložitve bolj konkretne. In tukaj pri cestah jaz pričakujem, da bo za drugo branje vgradil konkretno se pravi metri in zraven tudi ocenjena vrednost. Ali bo to zdaj konzervativna ali kakšna bo, jaz absolutno tukaj lahko pohvalim župana, da je s tem svojim pristopom sigurno znižal, se pravi, kar se tiče končnih vrednosti plačil, ki jih občina Kamnik zdaj plačuje. Tukaj, če bi analizo delati, koliko smo včasih plačevali po metrih ali po kvadratih ali kakorkoli, mislim, da so konkretne razlike. Mislim, da so še zdaj konkretne razlike v teh razpisnih vrednostih, pa v tistih pogodbenih, ki pač padajo pod kakšne druge obveznosti občine. In tukaj imamo tudi še kakšno rezervo. Tako da jaz bi želel, da se to konkretno opredeli, ker mislim, da je malo preveč teh postavk cest napisanih za vrednost 500 000, lahko pa, da se motim, da bojo drug let v bistvu že razmere kaj drugačne, da bo vse skupaj prej se začeli delati in da bojo se udarili se pravi izvajalci in bomo res super cene dosegli.
Predvsem pa tudi zato, da konkretno vemo že vnaprej povedati, tako kot je že Karmen povedala za svojo krajevno skupnost, kot je danes kolegica Karla izpostavila, da niti ni vedela, da se v Snovniku dela cesta. Jaz mislim, da če kdo more vedeti v bistvu te stvari vnaprej, pa da se pol res realizirajo, je v bistvu to občinski svetnik pa občinska svetnica, ker konec koncev smo mi tisti, ki srečujemo krajanke in krajane ali na vasi ali v trgovini in kje in te kaj vprašajo, pa v bistvu ne veš, da so eno cesto začeli delati, niti ni verjeten, da bo, ampak nis pa točen vedel, a bo, a ne bo. Te stvari jaz upam, da se bo izboljšale, vsekakor pa pozdravljam, da se na tak način delajo. Potem je pa še ena zadeva, ki mi v bistvu stalno opozarjamo in žal še vedno ni odziva. Večkrat je bilo tudi strani občinske uprave že potrjeno, da naš predlog, da 2 občinska radarja za občino Kamnik in za turistično razvojno usmerjeno občino nista dovolj, ampak za to očitno ni posluha. In jaz, kljub temu, da je kadrovski načrt 5 strani gradiva, na dolgo in široko zadeve razložene, občina Kamnik vztraja na 54 zaposlenih, izvedel sem, da je povprečna njihova starost je 47 let in tako naprej, in o bolniškah in nadomeščanjih in vse skupaj, ampak nikjer pa nobenega koraka v to smer, ki mislim, da kar več kot očitno iz vseh razprav, ki smo jih imeli, kliče potem, da moramo ukrepati. Se pravi, varovanje okolja in ukrepi na tem področju, kjer pač brez ustreznega kadra stvari ne grejo. Vemo, da smo tudi izgubili, super, da imamo v bistvu, da so znotraj hiše ljudje, ki imajo ambicije, se pravi, nimamo več inšpektorce, imamo direktorco in tukaj je primanjkljaj na strani nadzora. In tukaj jaz upam, da se kaj razmišlja o tem, da te stvari bo treba spremeniti. In tukaj ta del kadrovskega načrta v bistvu ne razumem čisto. Tako da jaz upam, da bomo na to dobili tudi odgovore. Imam še par zadev, v bistvu, ki pokrivajo mojo krajevno skupnost. Seveda tako jaz kot tudi svet KS pozdravljajo to, da se širi kanalizacija. Jaz upam, da bo res zgodba uspela. Ko sem prvič izvedel, v bistvu, kaj se načrtuje, sem opozoril na to in se čudil temu, da se ne razmišlja o tem, da se vsaj spodnja Črna priklopi na Stahovico in naprej prek Kamnika do Domžal, če je pol Tuhinjske doline praktično na to varianto priklopljeno, da se tukaj v bistvu še en poskus načrtuje prestavljanja čistilne naprave, ker prvi poskus ni bil uspešen, in da se o tem ni intenzivno razmišlja, zdaj gre v to smer in jaz upam, da bo uspela. Potem je pa tukaj mnenje, kar se energetske sanacije tiče, da v bistvu je potrebno zadevo predebatirati, ker želje krajanov vemo, kakšne so. Težnje so potem, da bi imeli tukaj tudi enoto vrtca, ker se razmišlja v to smer, da bo tudi vpis pol lažji. Vemo, da o tem smo že govorili, eden od problemov v bistvu, zakaj se želijo vpisovati v matično šolo, je ta, da so navajeni, da se otroci navadijo v vrtec hoditi v stranje in pol tudi težijo k temu, da nadaljujejo s tistimi še v šoli. In v bistvu svet krajevne skupnosti je v bistvu naklonjen temu, da se razmišlja o gradnji nove šole. Tako da tukaj mislim, da predno bomo šli konkretno v to, potrebujemo kakšne sestanke in zadeve uskladiti. Ena zadeva, na katero opozarjajo, je v bistvu so vodovodni sistemi. V letu 2021 je bila že predlagana sanacija in ureditev zajetja Kališe. K temu se ni pristopil, vode v tem vodovodnem sistemu primanjkuje tekom celotnega leta, tako da se dostikrat vsakodnevno vozi s cisternami, kar sigurno povzroča dodatne stroške. Tako da tukaj bi prosil za odgovor, kaj se na tem dela. In še ena zadeva, v bistvu, ker sem bil malo začuden, da jo ni bilo noter,
predlagana je bila dodatna proračunska postavka. Vemo, da zaključujemo investicijo v večnamensko športno igrišče in del tega načrta je bil tudi otroško igrišče. Tako da jaz predlagam, da se umesti postavka otroško igrišče Gozd, kjer bo v bistvu na delu te parcele, ki je bila kupljena, se še par igral dal in potem bo na Gozdu ena lepa zaključena celota. Tako da toliko zaenkrat z moje strani, ne bom pa ponavljal tistih stvari, ki so se že drugi tudi začutili v kakšnih vrednostih projektov in tako naprej. Tako da hvala zaenkrat. Hvala. Besedo ima Natalija Berlec. Hvala lepa za besedo in vsem lep pozdrav. Veliko je bilo že povedanega, nekaj tudi izpostavljenih zadev. Najprej bi se zahvalila pač gospodu Pogačarju v bistvu za določene obrazložitve, no, nekaj tukaj stvari sem potem lahko si pribeležila. Ja, mogoče samo bi se naslonila na mojega predhodnika glede, dobrodošla bi bila v bistvu postavka o realizaciji, vsaj v tem letu, no, recimo do konca septembra, da bi nam bilo to, ker jaz recimo sem imela ravno tako neko vprašanje v zvezi z nabavo tega motornega vozila pod postavko 1142, jaz razumem, da ne bi bilo to še realizirano, ampak bojo potem pač povedali. Bi pa, mislim, da mi je ostalo neka postavka še, postavka 4616 in sicer izgradnja garažne hiše pri zdravstvenem domu Kamnik. Jaz sem vesela, da se bo končno pričelo nekaj premikati v tej smeri. Bi pa seveda si želela, da bi imel Kamnik v prihodnosti neko parkirno hišo. Mislim, da bi to za dobrobit, če smo taki športni veljaki in imamo s tem tudi dosti obiska v Kamniku, da bi potem lahko tudi nam Kamničanom in pa tudi ostalim obiskovalcem zagotovili pač nek primeren prostor, kjer bi pustili neka svoja vozila in se sprohodili mogoče tudi čez naš lep Kamnik, no. Vsekakor pa pozdravljam pripravo proračuna od ureditve kanalizacije pa do upravljanja oziroma nadzor teh vodnih virov za izboljšanje poplavne varnosti, pa od mamuta, pa vse, kar so v bistvu pravzaprav tudi moji predhodniki povedali. Tako da v bistvu bom pa glasovala bom podprla predlog proračuna. Hvala lepa. Hvala. Še kdo? Besedo ima Igor Žavbi. Hvala lepa. Ja, čas ni fino tako prvo govoriti, ne, ker je fino kaj poslušati, ampak dobro. Zdaj jaz ne vem, sem zgrešil podatek, kdaj je podžupan Uršič odstopil. Ker očitno Bogdan Pogačar vodi oddelek za družbene dejavnosti, hkrati tudi ta Uršičev nastop je bil pa, ne, če bi kdo moral vedeti o tem, kaj se v občini dela, smo to občinski svetniki. Nekdo bi se moral ukvarjati s prihodki občine Kamnik. Ja, zakaj pa imamo dva podžupana? Določene stvari mi pač niso jasne. Žaklina je že povedala prej, pa bi vseeno to, da ne bi če kdo slučajno preslišal, kar nekaj stvari je bilo narejenih na bazenu. In jaz mislim, da se sploh ne bi smeli pogovarjati, kje je pokrit bazen, ampak čim prej pristopiti k pokritju obstoječega bazena. Ker Žaklina je zelo dobro povedala, ne. V njem plavajo, trenirajo športniki in občani. To mislim, da moramo ohraniti in to je tisto, kar je najbolj pomembno in tudi jaz bi si želel, da bi že o teh stvarih govorili, da bi bilo nekoliko bližje vse skupaj. Jaz sem dal prej nekaj pripomb, ta glavna tista je pri vrtcih, župan mora zagotoviti zakonske obveznosti. Jaz mislim, da te stvari v tem proračunu niso zagotovljene. Župan pravi, da je prvo branje delovno gradivo, jaz se s tem čisto ne strinjam, ampak vseeno je to precej boljše gradivo, kot je bilo tisto takrat o pokopališki in pa pogrebni dejavnosti v prvem branju. Zato ga bom tudi zdaj podprl v prvem branju. Pričakujem pa, da se stvari do drugega branja uredijo, tako kot morajo biti, da se
stvari, na katere smo upozorili, uredijo in pričakujem vse odgovore na vprašanje, ki sem jih zastavil. Jaz sem pričakoval, da bo Stosejen župan zdaj kaj povedal vmes, da bo kaj poročevalka, da bojo predstavniki občinske uprave lahko vmes kaj povedali, ampak ste takoj dal besedo pod še kdo, tako da niti ne pričakujem zdaj razlage, da boste zdaj za mano takoj verjetno zaprl razpravo in bomo glasovali, ampak če ne bo v drugem branju vseh odgovorov, če ne bodo stvari tako, kot bi mogli biti noter, potem boste prepričani, da v drugem branju ne bomo podprli tega proračuna. Hvala. Hvala. Zdaj, podžupan Bogdan Pogačar, izvolite repliko. Ja, Igor bi repliciral, se pravi, Bogdan Pogačar zagotovo ne vodi oddelka za družbene dejavnosti, sva pa podžupana strani župana občine Kamnik Mateja Slaparja zadolžena za koordinacijo in spremljanje določenih projektov. Se pravi, vsa na projektih, nimava oddelkov čez, tako da in te projekti so pa iz različnih oddelkov, tako da. Hvala lepa. Hvala. Besedo ima dr. Jernej Markelj. Hvala lepa za besedo, gospod župan. Spoštovani občinski svetniki, direktorica občinske uprave, člani občinske uprave, predstavniki medijev in drugi prisotni, lep dober večer še z moje strani. Veliko je bilo že izpostavljenega v tem predlogu proračuna za leto 2022, da je vključeno notri precejšnje število novih razvojnih projektov, ki bodo pomembno vplivali na kakovost življenja naših občanov. Pa bi še jaz izpostavil ene par stvari, ki se mi zdijo dobre, pa mogoče še kakšno stvar, ki se mi zdi, da bi lahko bila tudi vključena v naslednjih letih v proračun. Omenjena je bila tale obnova Tuniške Medvedove, zakaj to še ni pripravljeno, tudi se strinjam, da je treba najprej za to območje, ki je del v bistvu starega mestnega jedra in na nek način je že bolj pešcovna, skoraj lahko tudi smatrana, če bi razmišljali bolj dolgoročno, oziroma se mi zdi tukaj pomembno, da se kvalitetno pripravijo načrti, se uskladi z infrastrukturnimi vodi, ampak tudi, da se ustrezno oblikuje sam parter teh površin. Tako da tukaj si želim, da bi to bilo kvalitetno pripravljeno in da je to v bistvu neko nadaljevanje starega mesta, ki smo ga začeli dokaj solidno urejati, pa je tukaj priložnost, da se še podaljša. Fino se mi zdi, da se končno razvija naprej, se pravi, projekt postavitve mamota, ki že preveč časa čaka na samo izvedbo. Pri Smodnišnici se bo pričela urejati projekt za obnovo objekta ključavničarstva, se mi zdi tudi zelo pomembna stvar, ki bo prinesla neko dodano vrednost tudi za naše občane. Uredil se bo park pred Smodnišnico. Ne vem, če je bilo že omenjeno, tudi investicija se pričenja v knjižnico Franceta Balantiča, v prenovo, že v letu 2022, še več pa v letu 2023, ki tudi čaka že nekaj časa na boljše čase. Pomembni sta tudi investiciji na Malem gradu, da se sanirajo zaradi neurja, se pravi, se je tale breg odprl in je nevarnost za spodaj postavljene avtomobile, tako da to se bo saniralo. Nadaljevalo se bo pa tudi z ureditvijo dostopa in samim razstaviščem stražnega stolpa. Kolesarske povezave so zelo velika postavka v proračunu, skoraj
milijon pa pol oziroma že blizu 2 milijonov gremo s temi investicijami. Vidim, da bo postavljena tudi nova postaja kam kolesa. Glede višine, da je investicija mogoče previsoka, 800.000 evrov za 3,5 kilometra nove kolesarske poti. Vseeno nisem tako dobro seznanjen, ampak če to preračunamo na kvadratni meter, je to na 2 metrih širine ali pa 3 metrih širine med 80 in 120 evri na kvadratni meter. Tako da se mi tudi ne zdi zelo pretirano, ampak vseeno nimam teh postavk pred seboj. Skratka, zdi se mi, da je veliko projektov, ki so razvojno naravnani v proračunu, zato se mi zdi, da je smiselno ta predlog podpreti. Hvala lepa. Hvala, dr. Jernej Markelj. Besedo ima Edis Rujevič. Hvala za besedo. Prej sem pozabil omeniti igrišče v Vrhpolah. Samih sem velik zagovornik sanacije, nadgradnje, adaptacije, kakorkoli že pač temu rečemo, ali pa rekonstrukciji vsega, kar je povezano s športom. Dlje časa pa je ponovno krajevna skupnost, ne samo center, še naprej vse do igrišča praktično na, kakor radi Kamničani rečemo, na vili, pa pred osnovno šolo Marija Vera nima tolikšen del tako blokovskega prebivalstva kot stanovanjskega oziroma ljudi, ki bivajo v hišah, nimajo enega igrišča v centru mesta. Vem, da mi boste odgovorili, da je to šolo, vmes je bilo govora z igriščem na Polanah oziroma na Žalah, pa zadeva nekako zopet stoji. Mene, moram reči, da me nad vse preseneča. Jaz bi pričakoval velik angažma, predvsem predstavnikov krajevne skupnosti centra, pa vidim, da je to pač bolj kot ne nemo. Tako da upam, da vsaj tam za zaprtimi vrati pač te debate potekajo. Zdaj, če ste tam preglasovani, pa ne morete mimo tega, bom tudi pogojno razumel. Ampak ne bi se toliko naslanjal, po pravici povedano, na to. Sam ugotavljam danes, da zdaj ne vem, če je ta replika možna, po določilih, ki jih imamo, ni, ker nisem nikogar imenoval, ampak okej. Zdaj, vem, da sem danes izključno dominanten z urbanim delom, ampak ta razlika je vidna, ne? Ta razlika je vidna in to ni samo moje spoznanje, pač pa je spoznanje občank in občanov, ne? Jaz sem tu zato, da pač te zadeve, vprašam. Zdaj, pri Vrhpolskem igrišču gre za sredstva, če se ne motim, 120.000 evrov. Zanima me, ali obstaja načrt pred izgradnjo ali pa ob izgradnji osnovne šole Frana Albrehta, torej alternativna lokacija za drugo športno igrišče. Namreč ne vem, če se resnično zavedate, kolikšno število občank in občanov biva v tem delu in nima dostopa do športnega igrišča. Torej, mi smo ga 27. julijem izgubili, potem z izgradnjo šole ga tudi ni, ampak bile so pa alternative vmes. Tako da, ne vem, pač povejte, kakšno imate stališče na tem. Toliko, hvala. Hvala, Edis, kljub vsemu bi dal, zdaj, kakšno je mnenje gospa Kristina Zabavnik glede tele replike. Zdaj, Ivanka poimensko ni bila imenovana, bilo je pa predsednica krajevne skupnosti. Ne, župan, se opravičujem, jaz nisem, opustite, kjer nisem omenil predsednice krajevne skupnosti, ampak članov krajevne skupnosti. Se strinjam, te replike ne bom upošteval. Tako da, mislim, če veljajo vatke, ne veljajo pol za vse. Hvala. Besedo dajem Aleksandru Uršiču. Ja, hvala za besedo. Tudi jaz sem pričakoval, da bojo odgovori
pa me tudi ta šef domov presenetil. Prijavil sem pa se zato, da omenim tisto, kar sem pozabil omeniti v bistvu prej, in to je vse pojasnila, kar se tiče bazena, no. Hkrati pa tudi replika Igorju, no. Jaz nisem nikoli vodil oddelka za družbene dejavnosti, tudi ne vem, če je bila kdaj to naloga podžupanov, mogoče v prejšnjem mandatu, ampak oddelek za družbene dejavnosti ima tako kot vsi ostali vodjo oddelka, a ne. In vodje oddelka so tisti, ki vodijo oddelke, ne. Naloga podžupanov je pa v bistvu vez med županom in oddelki in med terenom in oddelki in tako naprej. In v tem mandatu je prišlo tudi do te spremembe, a ne, bil sem pač zadolžen za koordinacijo področja družbenih dejavnosti, ampak je prišlo do spremembe, tako kot je že Bogdan rekel, in zdaj smo zadolžena za projekte. In eno od teh projektov je tudi bazen. In jaz planiram, da bo že v spomladanskem delu zaseden drugo leto občinski svet odločil to večno dilemo in jo razrešil, kje bo bazen v Kamniku in kakšno bo to pokritje. Dobili bomo izračune, študije, kakšno pokritje pomeni, se pravi varianta balon, varianta premično pokritje, to smo vsi enotni, da letnega kopališča Kamniku ne smemo vzeti. In tudi, kaj porabimo še vložiti v to območje bazena, tudi če ne izberemo nobenega od pokritij. Se pravi, nek stroškovnik, ne, tako kot je bilo že povedano. V prejšnjih mandatih je bila školjka obnovljena, kar nekaj je bilo na tem bazenu narejeno, in ko je to poleten bazen za plavalne tekme, so vsi pohvalijo to školjko in štartne kamne in tako naprej. Zraven je objekt, ki je v zelo slabem stanju, zaradi tega, ker pozimi ni v funkciji, še dodatno propada. Zraven so tudi objekti, ki so, če gremo v detajle, marsikakšna verjetno črnogradna. In vse to bo v bistvu razrešeno in jaz verjamem, da bo v tem mandatu dokončno padla dilema, kje bo bazen. Ali bo na lokaciji, ki je, se pravi, pod Skalico, ali bomo takrat obravnavali tudi kakšno pobudo za javno-zasebno partnerstvo, to bomo takrat videli. In potem je čas, da konkretno v proračunu za 2024, pa to bom za 2023, to bom pol omenil, damo konkretno injekcijo, tudi veseli me, da je gospa Kos pojasnila, da se dodatno lahko še zakreditiramo. In jaz verjamem, da bomo potem prišli končno po 30 letih do tega, kar vodni športi v Kamenku čakajo. Kar se pa tiče v bistvu igrišča Vrh-Polje, je pa zadeva bila v lanskem letu legalizirana, ker je bila črnogradna in zdaj so koraki naprej. Bom pa rekel tako, ker to je tudi eden od projektov, zaradi katere sem zadolžen, je pa dobro v bistvu pogledati, kdaj, koliko je z centra Kamnika do najbližjega športnega igrišča, koliko je pa z Vrh-Polja do najbližjega športnega igrišča, a pa šele z gozda, ker tudi jaz sem poslušal v bistvu očitke, zakaj na gozd. Hvala, Sandi. Repliko ima Igor Žavbi. Izvoli, Igor. Ja, jaz se obema podžupanoma opravičujem, ampak jaz sem na začetku njunih mandatov, Pogačarjev ga nekoliko kasneje razumel, da Pogačar je zadolžen za krajevne skupnosti, medtem ko Uršič za oddelek za družbene dejavnosti. Jaz pa zelo dobro vem, verjete, kolega Uršič, da oddelka ne vodi podžupan, ampak ga vodi vodja oddelka. Koordinira pa pač delo po politični plati, ker vsaka občina, vsaj naša občina ima 3 politične funkcionarje, ki bdijo na tem delu, tako da se obema opravičujem. Zdaj sem šel pogledati na spletno stran in vidim, da sta projektna. Še vseeno pa mislim, da bi mogel biti podžupan nekoliko bolj seznanjen z aktivnostmi, z delom na občini. To pa iz Uršičeve razprave ni razbrati. Hvala. Hvala. Zdaj, preden zaključim razpravo, bi poudaril, da bo vsi odgovori na dana vprašanja in pa pobude predstavljeni v gradivu za drugo branje proračuna. Zdaj pa zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Prvič, občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o proračunu občine Kamnik za leto 2022 v prvi obravnavi.
In predlagatelj naj pri pripravi predloga odloka za drugo obravnavo upošteva pripombe podane na prvi obravnavi oziroma odgovori, zakaj jih ni možno upoštevati. Glasujemo. Magister Urban Bergant, Natalija Berlec, Za. Karmen Dergan, Za. Anton Iskra. Anton Iskra. Ni. Alenka Jevšnik. Za. Ja, sem že nazaj. Za. Dobro, hvala. Jože Korošec. Tam. Dr. Jernej Markel. Za. Ives Matjan. Za. Magister Šemso Mojanovič. Za. Duško Papaš. Za. Božo Pilej. Za. Ančka Podbevšek. Ančka Podbevšek. Ni. Bogdan Pogačar. Za. Žan Potočnik. Za. Robi Prosen. Jaz se bom tokrat vzdržal. Dr. Janez Rifel. Za. Edis Rujovič. Za. Matija Siter Močnik. Za. Cvetka Slapnik. Za. Anton Tone Smolnikar. Za. Francis Pruk. Francis Pruk. Za. Marko Šarec. Za. Mojca Škraba. Za. Ivanka Učakar. Za. Karla Urh. Za. Aleksandar Uršič. Glasujem za. Žaklina Zdravkovič. Vzdržana. Grega Zorman. Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 25 svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.